Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Ljudskem vrtu. Pred nami je torej največji slovenski nogometni derbi, drugi v tej sezoni. Prvega je dobila Olimpija, takrat v Stožicah z 2-1. Toda takrat tako Maribor kot Olimpija z drugim trenerjem, Enriquez, takrat na klopi Olimpije, Damir Krznar kot trener Maribora. Torej od takrat se je marsikaj spremenilo. V zadnjih srečanjih bil bolj uspešen. Dobra podaja za Sudanja, Sudani, lepa finta Sudanja, takoj vroče pred vrati, priložnost za Maribor, pa žoga na koncu prek vrat, takoj seveda so skočili na noge v domačem taboru, češ da je tu prišlo do igre z roko. Poglejmo še enkrat, Hilal Sudani. In bi lahko danes prevaga. Ja, ponavadi, ko gre sodnik takole ogledati, si posnetek, sledi 11-metrovka in tudi tokrat nič drugače. Ali lahko Pintl ohrani svojo mrežo nedotaknjeno tudi ob tej 11-metrovki? Jakupović zadeva! Maribor torej vodi že na začetku 4. minute. Ja, fantastičen začetek Mariborčanov, tudi strelja Jakupovića, sjajna leva noga. Ne glede na to, da je odprl boke, to vratarji gledajo, ampak tako natančno, tako močno. Sjajen začetek Mariborčanov in imamo fantastično vzdušje v Ljudskem vrtu. Ja, nekateri gledalci šele prihajajo na stadion, pa Maribor že vodi. Ja, samo je čutiti posebno energijo danes, tekma prava. Ampak glede na če skozi konstantno, še enkrat odvzeta. Zapravi žogo Krefl, tu je Repas do strela, 2-0, 6. minuta. Kakšen pričetek Maribora in občinstvo je res navdušeno. Tako, praktično podvzeti žogi direktno, Repas lepo se mu je sedla na nogo in dolgi kot. Maribor in Šimunđa boljšega začetka si verjetno niste mogla niti predstavljati, je pa to strani Olimpije pa položaj 6. minuta zelo zahtevno. Ravno sem hotel govoriti, da Maribor se najbolje počuti, ko vodi. Zaenkrat lahko rečemo, da ima Maribor vse pod kontrolo. Ja, spet je tu Repas, ki je že zadev danes v 6. minuti, takrat lepa akcija, še enkrat Repas! Kakšen gol! Repasa 3-0 na derbiju, ki ga zaenkrat dobiva le Maribor. Neverjetno, kakšna dva zadetka. Z levo nogo, kakšna dva zadetka Repasa. Mislim, fantastično. Ko sem se pogovarjal pred srečanjem, nekako mi je malo, da bosta tu ključna Pedro in na eni strani in pa Repas na drugi strani, ampak danes Repas. Še enkrat Elšnik do žoge, igra se ne prekinja, tam je nekdo izmed nogometašev Maribora ostal na tleh. Bristrič, tu je priložnost, toda brani Ažbej Jug, pa še en poskus Bristriča, ostaja pri vodstvu Maribora, ki vztraja pri žogi. Dobro se je ponudil Jakupović. Odlično. Urata na levi, dober napad Maribora, no zdaj pa blizu še 3. golu na tekmi. Mislim, že skoraj da našel udarno postavo. Ante Šimunđa, priložnost in ni zadetka, ni zadev Sudani. Kakšna priložnost za Maribor. Atraktivna poteza Ruija Pedra, ki je seveda že večkrat pokazal, da je nogometaš, ki ima kvalitete. Bristrič, do strela Jug, spet na pravem mestu. Posavec pade v kazenskem prostoru in 11-metrovka za Olimpijo, tam se igra nadaljuje, oziroma Giuliano Skuka je poskušal z nadaljevanjem napada Maribora, ko je redni del tekme že pod streho. Poglejmo še enkrat, Posavec je bil tisti, ki je bil tu zaustavljen, prekršek, kot kaže Urate. Vrseči start Urate, potem pa seveda Mustafa Nukić to sezono pri 3 zadetkih. Praviloma vstopal v igro s klopi. Ali bo zdaj znižal na 3-1.
napadalec Olimpije, Nukić, natačen strel Nukića, pa čeprav v pravo smer, Ažbe Juk, 3-1, torej zdaj v Ljudskem vrtu. Ona premalo časa najbolj za Olimpijo. Ja, sigurno premalo časa do konca. Je pa Olimpija bila nagrajena za vse tiste poskuse in tiste priložnosti, ki jih je imela. Mustafa Nukić, torej za rojstni dan, 4. gol to sezono. Ante, novinarji bomo govorili, tekmo ste odločili v 22 minutah, ko je bil rezultat 3-0, najbrž se s to oceno delno vsaj morate strinjati, ne? Tekma se ne konča v 22 minuti, ne. Videli smo že dosti preobratov, ampak pomembno je, da smo bili sfokusirani, da smo predno nasprotnik si ustvaril neke situacije, imeli mi tudi 2 situaciji čisti v drugem polčasu, da tekmo mogoče odpeljemo še bolj mirno v zadnji del, ampak kak smo tekmo zaključili, mi ni bilo všeč. No, ampak odprli ste pa jo tako, kot ste si najbrž lahko samo želeli, ne? To, da kaj komentiramo, pa kaj govorimo, brez veze, pomeni smo bili na nivoju, ki smo si želeli, pomeni realizirali zadeve, ki smo jih dobili. Enostavno v prvih 20-25 minutah smo bili na nivoju, kjer si ja želim, da bi bili lahko celo tekmo. Dejstvo je, da to ni tako lahko in to je ena zadeva, ki traja v prihodnosti in na tem bomo tudi bazirali. Ampak pošteno povedano, ko pogledam vse skupaj, mislim, da so zaslužne 3 točke. Derbi v pravem pomenu besede, fenomenalno vzdušje na tribunah, pa tudi v končni fazi nogomet. Zdaj zadnji derbi mogoče predvsej danes tako zadržani, danes taktično odprto z obeh strani. Poglejte, ena stvar je tukaj, da atmosfera v nogometu je zelo pomembna. Tako da bi se rad zahvalil našim navijačem že za prejšnje tekme, pa današnjo tekmo, ki ustvarja res odlično vzdušje. Kar mi je všeč, da smo na nivoju, ki si oni želijo. To pomeni tekaško na visoki nivoju, agresivno na visoki nivoju in zelo tekmovalni. Meni marsikdaj so navijači v smislu, da želijo lepoto, pa pozabijo na rezultat, ko pa se rezultat ne dogaja, pomeni se vprašajo, zakaj, kje je rezultat, pomeni tukaj smo bili danes zelo pametni in kar je meni zelo všeč, da smo tekmo oziroma derbi odigrali z glavo. Da smo ga odigrali, ne samo zmagali. Odigrati boste morali sedaj tudi zelo hitro tudi proti Kopru, ne? Spet nek neposreden duel, zmago, če se ne motim, pravzaprav ste Primorce že skoraj dojeli. Nam pomeni zelo veliko vsaka tekma, pomeni 3 točke na vsaki tekmi, kaj bo na koncu prineslo, sem že povedal parkrat, bomo videli, ko bo konec jesenskega dela. Tako da najprej se moramo prešteti kako in kaj in potem seveda misli usmeriti v naslednje nasprotnike. Ante, hvala in pa srečno. Hvala lepa. Zoran, 0-3, pravzaprav tekmo ste začeli z 0-1 oziroma 0-2. Takoj praktično zaostanek in potem sicer ste iskali rešitve, ampak na koncu 11 metrovka, ki pa ne prinaša praktično ničesar. Ja, kakor gledaš s kere strani, jaz sem vesel, da se nismo predali do konca, da smo iskali ta gol. Normalno, da z rezultatom nisem zadovoljen, bili smo kaznovani za slab štart v igro in zaslužena zmaga Maribor. Zdaj tiste 2 menjavi, težko rečeva pričakovanje, pa karkoli, praktično, kaj vam je šlo tam skozi glavo? Ste reševali, kar se rešiti da, sprememba taktičnega sistema ali, zdaj bom direktno vprašal, kazen recimo? Ja, normalno, da probaš poiskati nekatere rešitve. Mislim, da smo izgubili tekmo in nisem videl, da je bil nasprotnik boljši od nas, se pravi razen v realizaciji, ampak nogomet je pač tak, včasih nepravičen. Še enkrat zaslužena zmaga Maribora, ampak imeli smo veliko priložnosti in še enkrat bili kaznovani zaradi slabega štarta. Zdaj, hitro bo treba vse skupaj pozabiti, čaka vas Bravo, vemo, da so tekme z Bravom vedno težke, ne? In pa
težko igrišče, ne glede na to, da se nam obeta nova pošiljka snega. Ja, spet nek ljubljanski derbi, težko igrišče, ampak vsaka tekma je težka. V igri je še 57 točk, prvenstvo je maraton. To nas je malo nakoteralo, ampak ne bo nas sezul, tako da moramo ponosno dvigati glave gor, še več delati. Zavedamo se svojih težav, zavedamo se svojih pomanjkljivosti in delali bomo na tem, da jih popravimo. Zoran, hvala in pa srečno četrtek. Hvala tudi. 1. decembrska, prva adventna nedelja, ki se je končala pravzaprav na najlepši možen način. 2 zadetka ste dosegli, ampak si predstavljam, da so vam 3 točke precej bolj pomembne. Ja, sigurno. Krvavo smo potrebovali te 3 točke, sploh pa zmago na derbiju. Tako da res sem vesel, da je ekipa odigrala tako tekmo in pa seveda zame, da sem dosegel 2 zadetka. Zdaj tisti, lahko rečemo, 11 metrov, ki je mogoče malce sesula igra Olimpije, vaš drugi gol jih je potolkal, po tretjem golu pa enostavno, vse so še igrali v drugem polčasu, ampak praktično ste v prvih 22 minutah rešili tekmo. Ja, sigurno je ekipi težko, če dobi 3 gole v prvi pol ure, tako da ja, krenili smo spet dobro tekmo, ta penal, pa pol še drugi gol se mi zdi, da jih je presekal. Potem smo videli, da so tudi naredili par zamenjav, se pravi, nekaj jim ni šlo. Se pravi, jaz mislim, da smo še vseeno odigrali taktično zelo dobro tekmo in pa ja, realizirali smo te naše priložnosti. Pri tretjem golu ste vedeli, da bo šla žoga v gol, res slep strel. Ja, malo ne spomnim se čisto akcije, ampak ja, mislim, po cilju sem dolgi kot. Jasno, zdaj počitka ni veliko, pravzaprav ga praktično skoraj da ni, čaka vas tekma s Koprom, hitro boste morali preklopiti iz te zmage na nov obračun. Ja, tu zdaj v garderobi je bilo govora, da se pač lahko poveselimo in čim prej pozabimo tekmo, ker ja, čez 2 dni, čez 3 dni je že nova tekma. Ja, hvala in pa srečno. Ja, hvala. Timi, ne spomnim se, če sem te že kdaj videl tako razočaranega. Ne bom rekel, da je bilo tekme konec po 22 minutah, ampak iskali ste tisto rešitev iz brezna, pa je danes pač ni bilo. Ja, kako si rekel, mislim, da res teh prvih 15-20 minut smo si sami sebi enostavno preveliko neko jamo skopali in potem je bilo do konca tekme težka borba, da bi splezali iz nje. Nažalost nam ni uspelo in tudi nek kanček sreče, mogoče zmago, da bi nas vrnil v igro prej po vseh nekih priložnostih, ki smo jih imeli od stative pa blokov obramb golmana. Enostavno ni šlo v gol prej, da bi še bilo dovolj časa za nek povratek v tekmo, ampak ja, borili smo se do konca, do zadnje minute, tudi pri 3-1 v podaljšku nimaš kaj za izgubiti. Drug polčas je bilo malo boljše, ko smo šli v bistvu mož na moža čez celo igrišče v nek veliki riziko in smo jim s tem dosti več težav povzročali. Ampak ja, tako smo rekli, prvih 20 minut enostavno smo preslabo šli v tekmo in tam vse izgubili danes. Je pa dejstvo, prvenstvo je maraton, prvenstvo ni šprint zaradi enega poraza. Težko zdaj rečemo, da se Maribor dvigne ali pa da vi padate. Ja, mislim, prvo kot prvo obojni smo za Celjem, tako da zdaj tu neka medsebojna bitka apsolutno nepomembna. Vemo, da smo izgubili točke in v primeru, da Celje zmaga ali pa remi, bo pač ta razlika še večja. Mi se zdaj nekako oziramo bolj navzgor kot pa proti samemu Mariboru. Za njih verjamem, da bo to nek veter v jadra, nek boost samozavesti, da se nekako priključijo vsaj tem mestom za Evropo, pa da probajo loviti priključek z vodilnimi. Za nas pa, ja, tako bi se rekel, sezona je maraton, ampak vemo, da te tekme pač zaradi nekega statusa pa to bolj bolijo, kot pa če bi izgubil točke proti kateremu drugemu nasprotniku. Zdaj te 3 točke v bistvu niso v širši sliki toliko pomembne, koliko je pač ta bolečina, da izgubiš derbi. Že zaradi vseh navijačev, ki so prišli z nami in res navijali do zadnje minute, še zdaj stojijo z nami. Njih mi je najbolj žal, so v bistvu zmrzovali na tribunah 90 minut in se nažalost na koncu nismo skupaj veselili, ampak to je nogometno. Čestitke Mariboru za zmago, te priložnosti, ki so jih dobili v prvih 15-20 minutah, so vse šle v kot in mislim, da tudi golman ni imel večjih možnosti. Tako da ja, glave gor, vemo, da še imamo par tekem do konca leta in moramo maksimalno iztržiti iz njih, tako da nič, gremo naprej.